Dobro došli na vlog, danes je Silvestro. In ker sem bila ta teden brez Mike, sem rekla, da izkoristim to priložnost, da tla namažem. In ja, zdaj sem se omaknila, vam pokažem. Mačje drevo, vse te igrače, stol. Tu imamo vse nametano, tu. Dajmo, prvo moram pobrisati. Drugač bom pa pobrisala s temi že mokrimi krpami, zato ker bom polovno, ko ponavadi z njo brišem, uporabila za namazati, tako da, ker nimam dve. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Evo mene, se veselim Mikico videti, imamo Mikico Pikico. Res sem dobila sliko od, oziroma posnetek od brata, ko je Mika kar glavna, skače na risa. Vroče mi je, malo prej sem se oblekla za to pomladno vreme. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now Drugače pa novo leto sem preživela doma, najprej smo starši pa z bratom pač dočakali polnoč in prvo smo jedli lignje. Evo, zaštartala sem žar, ker bom spekla te polnjene lignje pa navadne, mama bo pa naredila panirane. Pred polnočjo smo jedli pa še biftek, itak pa malo narezek, pršut in to. No, Mika je prvič doživela ognjemet, tako da malo je bilo strah, ris je bil čisto miren. Miko je strah, ris je pa že navajen. In pol smo njo skupaj pustili, da je ris tolažil Miko, medtem ko smo išli do ome pa dedana in tam so bile še pač tete v strici, pa bratranc pa sestrična in ja. Smo, po moje, jaz sem okoli pol 4 domov prišla in to je bilo to. Drugi dan sem pa bolj ko ne prespala, naredila sem nove stvari za YouTube, za Twitch, te nove introte, pa pač te božične stvari sem stran dala, ker ne vem, letos mi je ful, pač jaz imam drugače ponavadi jelko in to ful cajta, saj jo še vedno imam. Ampak letos mi je pa kar ono, ne rač bi že kar vse pospravila, po moje, zaradi vremena, ker ni še tisto zimsko vreme, če sploh bo, ne vem. Ne boste verjeli, jaz grem laufat. Srečno novo leto! Jaz sem nazaj stuširala, sem se, še vedno sem rdeča. Prelaufala sem 5 kilometrov, po moje 5-6 let nisem sploh laufala. Čez sem tako hodila laufala in kar šla in je bilo ful fajn. Zdaj pa počivati. Čeprav danes moram video zmontirati, sam se mi kar ne da. Saj bom. Yesterday there was sun
Srečno novo leto želimo itak največ zdravja, ker če imaš to pošlihtano, lahko bolj delaš na drugih stvareh in politak sreče. Pa, da se boste čutili tak, da imate mir v sebi, to je meni tako ful pomembno, ker ga ful cveta nisem imela in vsega vam. Rekla bi še hvala, da ste bili prejšnjo leto z mano, novi, stari, brez vas tega kanala ni, tako da, ja, hvala. Danes je 2. januar, bili smo z Miko nazaj prišla, ona je bila zdaj en teden na počitnicah, tako da mislim, da je kar v redu, se je hitro privadila. Sem pa mogla vse stvari dati nazaj na svoje mesto, ker če se spomnite, sem mazala parket in zdaj, ko hodim z onimi kroksi, ful škripa po tleh, ne vem, mogoče bo to nehalo, ampak očitno tega laka oziroma ne laka, ne vem, namaza. Sem si naredila shake in zdaj ponovim ga iz tega pijem, ko mi je Andreja kupila. Ful je cute in ful je fajn pitek. Tako da, proteinski shake sem si naredila, ker se mi ne da še kuhati. Pa video imam za zmontirati, ura je okoli 2:30, smo kar hitro prišli, ni bilo neke gužve na cesti. Dan še ne vem, če mi bo že ratalo tek planirati nov planner, ko čakam, da lahko nov planner uporabim. Sem ready za novo leto. Zdaj pa ja, gremo montirati ta shake speed in pol dalje razpakirati. V avtu moram še iti, ker še nisem se ga prinesla, ker je preveč. Mama mi je tudi hrano zraven dala, tako da lahko naredimo eno domač haul hrane. Ok, pa gremo pogledati tam tukaj. Tu v tej škatli so brownie, ker jih je mama pekla. Imamo ananas, ki je na pol narezan. Recimo, sam še na koščke ga narežem in ga je ful fajn jesti, tako čake koščke narežeš. Tukaj imamo škatlo za Mikino hrano, tako da to ni nič. Pol imamo ene oreščke, moje najljubše indijske z brusnicami. Kremni sir, malo pršuta, banane in ful mandarin. Te so res dobre. Kaj še imamo tukaj? Tukaj imam pohano, ki ga bom airfryerju spekla. Spanirano je. Tako da to bom zdaj jedla. Ajdo žgance je mama delala, tako da. Imam tukaj solato, pa kitajsko zelje, tako da bom po moje si naredila eno mešanco med navadno in tem kitajskim zeljem zraven mesa. Pa imam tukaj kanelon, ki gre v zmrzovalnik, in jajca, in korenček in tuna. Something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Evo, simple večerja. Tu imam še majonez pa kečap, to je iz airfryerja, pa mešana solata. Dobro jutro. Včeraj nam, če sem se kaj javila, v glavnem stream sem imela prvi v tem letu, ful je bilo fajn. Sestavili smo ga s nič, ampak ga moram zalepiti, čeprav piše, da ne rajš lepila in orodja. Vseeno ne drži skupaj, tako da ga bom zalepila, pa vam bom bolj pokazala končni izdelek. Zdaj pa je čas za planiranje. Se spomnite, sem dobila ta planer zadnjič od Moj Vibe. Ful je cute in ful se veselim, da ga končno začnemo uporabljati, sicer danes je že 3. To sem tudi dobila po pošti, tako res sploh nič od tega nisem vedela, da dobim in je bilo vse presenečenje in je tako res perfekten start za novo leto. Včeraj sem si že tako malo napisala svoje cilje. To niso kot novoletne zaobljube, ker ne vem, ponavadi novoletna zaobljube je 1. začnem to in to. Mislim, se ni nič narobe s tem, jaz podpiram, če imate motivacijo, če vas to motivira, super, izkoristite jo. Ampak jaz ponavadi si tako v začetku leta naredim plane za celo leto. Lahko kaj dodaš, lahko kaj odzameš, ampak večinoma načeloma nočem kaj odzeti, ker pač bi vse rada naredila. Ampak recimo lani bi jaz rekla, da sem naredila napako, da imela sem te cilje, nisem si pa zadala nekega časovnega okvirja. Pa na kak način, na kak način bom prišla do tega cilja, koliko bom posvetila cajta v dnevu za nekaj, kolikrat na teden bom nekaj delala, tako da bi rada to letos naredila, pač malo bolj konkretno zastavila cilj, do kdaj, kaj, itd. Ne samo napisala in pol pozabila na to. Ker če imaš nek urnik
oziroma časovnico, kdaj bo kak cilj dosežen, si ful bolj motiviran in dejansko narediš nekaj v tej smeri. Ta zvezek bo sicer zvezek hvaležnosti in manifestacije, ampak si bom tukaj zdaj napisala te moje cilje, bolj pač jih bom imela tam in naprej bom pisala normalno moj zvezek hvaležnosti. Torej vam bom na hitro prebrala moje cilje, zdaj nimam še teh časovnih zadev, ampak lahko vam malo povem, kako sem si zamislila in nekaj stvari sem že začela. Torej, nauči se novega jezika. To eno leto že govorim španščino, se bom naučila bla 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 in se nisem. Pač nič nisem naredila, noben korak v tej smeri. In ja, nauči se novega jezika, španščina. In sem rekla, da bom začela z Duolingotom, to je aplikacija Duolingo, ko se lahko učiš jezike in je ful enostavno. ¿Dónde están mis llaves? ¿Tus llaves? In recimo dala si bom, ne vem, enkrat na dan odpri aplikacijo, naredi, ne vem, 3 te chapterje, torej 3 sklope, ne vem, to je lahko 15 minut na dan, ampak pač tako, da začneš počasi in po malih korakih in se pol navadiš. Pol pa bom videla, če mi to ne bo dosti, si bom pač mogoče kak program kupila, bomo videli, ampak začela bom z Duolingotom vsak dan, ne vem, 3 poglavja. Naslednja je beri 15 minut zjutraj. Torej, jaz sem zadnje cajt ful bila slaba, saj smo verjetno vsi tak malo glede tega slabi. Ko se zbudim, grem iz prve na telefon, pa dobro, počekiri, 50 minut, ne pa jaz sem včasih 45 minut, 1 uro na telefonu zjutraj, to je tek slabo. Ja, zdaj sem rekla, dej počekiri, koliko moraš in pol poj na kavč in preberi, ne vem, 10-15 minut, beri knjigo zjutraj, ampak tako, ne vem, za osebnostno rast, tako knjigo, ko se lahko naučiš, ne zdaj te romane, ljubezenske zgodbe, mislim, nič ni narobe s tem, ampak zjutraj bi rada tek za neko motivacijo to prebrala. Jaz vem, da nimamo vsi takih urnikov, ampak jaz lahko to zjutraj naredim, tako da res nimam nobenega izgovora, ker moje delo se večinoma, mislim, se začne, ko vstanem, ampak nimam pa zdaj sile do določene ure iti nekam pa vstati. Tako da sigurno lahko naredim 15 minut branja zjutraj. Ko smo že glih pri teh ciljih, naložila sem si Duolingo, šla sem že skozi 3 te poglavja, brala sem, tako da dober štart. Pol naslednja je move your body, torej gibanje. Pa ne samo, da hodim v fitness, nočem zdaj samo dvigovati teži, ampak hočem delati tudi bolj mogoče take funkcionalne treninge, da bom pač v celoti bolj funkcionalna, zdrava, torej ne vem, šla na pohod, šla laufat, šla na rolerje, na bicikl, tako malo bolj raznoliko, mogoče kako vajo doma naredila, pač tako, da bo bolj zanimivo, da bo bolj za moje telo, ker nočem skozi samo ene in iste gibe delati v fitnessu. Saj tudi v fitnessu lahko pač malo spremeniš, ampak ja. In prvega sem šla laufat 5 kilometrov. Jaz sem bila tako ponosna, zato ker nisem laufala že po moje 5 let in sem se res dobro počutila. Ampak ja, morate si najti nekaj, kar vam paše. Jaz vedno pravim, ne maram laufanja, ampak mogoče samo pristopa nisem pravega imela. Tako da, že 3 točke od teh smo začeli, zdaj moramo pa samo nadaljevati. Ko smo že glih pri tem, jaz bi sam še poudarila, da ko si zadate te cilje, dejte tako, ne proba narediti se naenkrat, pa full na hard it. To mislim, da že pač sem tokrat poudarila, ampak se mi zdi ful pomembno. Ne vem, tako sem jaz rekla, ne vem, branje, 10 minut, ne rabi zdaj 1 uro brata, ne, ker je iz nič do 1 uro, to je lahko ful. In s temi malimi koraki ustvariš ti navado. In ko imaš neko navado, je pol ful bolj enostavno. In pol, že ko narediš, si da zadaš cilj 10 minut branja, to narediš in se počutiš, wow, ful dobro. In si pol motiviran za naprej in pač pol vedno več lahko delaš isto s treningi, isto z prehrano. Ali pa ne vem, da ful ljudi si, ne vem, po novem letu si zada, da bo izhujšali. Če ste si to zadali, nič ni narobe s tem, jaz vas podpiram, ker zakaj se ne bi izboljšali, ne? Začnite, če niste nič telovadili ali pa karkoli, ne zdaj iz prve pol ure nekega na hard treninga iz YouTubea, ker se vam bo zamerilo, ali pa iz prve full laufatit. Pojdite na en sprehod, pa lahko je 20-minutni sprehod. In pol vsakič pač, ko vidite, zdaj pa lahko več in ful mi je to všeč, ker je pač fajn hoditi in narava je lepa in mogoče poslušaš muziko. Naredi si tako, da ti je všeč in bo to nekaj, da ne bo to kazn, ampak bo nagrada. Tako da začneš z 20 minut hoje ali pa kakorkoli. Glede hrane, jaz osebno ne morem delovati, če si zadam cilj, zdaj pa ne bom čist nič sladkega jedla ali pa čist nič ogljikovih hidratov. To meni se ne zdi zdravo, pa ne zdi se mi nekaj, kar lahko dejansko pol
vzdržuješ na dolgi rok. Tako da ne vem, če hočeš glede prehrane, bi jaz rekla tako vedno uravnovešena prehrana, torej kdaj si privoščiš kaj, kdaj poješ kako čokoladico, ampak ne zmanjši obroke mogoče. Recimo jaz osebno imam problem z velikostjo obrokov, včasih preveč pojem. Nima pa nobenih ciljev, da bi spremenila prehrano, ker se mi zdi, da dosto uravnovešeno jem. Vse vidite, moje vloge, včasih jem zdrav, včasih malo manj zdrav, ampak načeloma imam vedno skrbim na beljakovine, ogljikove hidrate in pač vlaknine, torej sadje, zelenjava v pač vsakem obroku, vsaj približno, skoraj vedno imam beljakovine, no. In glede na to, ne vem, pač še vedno jem sladke stvari ali pa ne vem, kdaj grem tudi kaj masnega, hitra hrana, še vedno lahko jete, ampak zmanjšite obroke. Ok, gremo naprej. Hočem iti na eno potovanje z letalom, vsaj eno potovanje z letalom, nisem bila na letalo že ne vem koliko let in drugače je mene ful strah letala, mogoče me zdaj ni več in en Eurotrip hočem narediti, ker se mi zdi, da sploh nič še nisem videla v Evropi, mislim, par držav, ampak ful bi šla, ne vem. Tako da ful bi šla v te evropske države, ko še mogoče nisem bila, pa mogoče v kako, ko sem že bila, rada bi šla v Španijo spet. Tako da to sigurno. Torej po novem letu sem rekla, da bom manj streamala, en stream na teden bo manj. Glede YouTubea verjetno ne bo več bonus videov, upam, da ne boste razočarani, ampak bojo te videe, ko bojo sigurno daljši, ker se mi zdi, da bi raje delala na kvaliteti, kot na kvantiteti, torej da je več videov. In preveč mi je naporno, ker imam še angleški kanal, pa stream in se mi zdi, da sem tako malo dobila odpor do videov zadnje cajte, ker sem se preveč silila. In ja, se mi pa tudi zdi, da včasih manj je več in mislim, vse vem, da bi eni skozi radi videli videe, pol drugi mogoče zadnji ostanete, tako da je vedno tako, kaj je boljš. In za mene osebno bo boljš, da imam en slovenski video, en angleški video, torej namesto 5 streamov na teden bom imela 4. To pa zato, ne ker nočem, ker bom v bistvu ne bom manj delala, ampak se bom še posvetila drugim stvarem, kot je druženje. Predvsem pa rada bi več ustvarjala, torej slikala, risala, in končno dala moje izdelke na spletno stran, ne vem še točno, kje bom uporabila, ampak tako dam svoje izdelke tam, mogoče začela prodajati kaj, upam, mislim, bom. Ustvarila bi rada svoj izdelek. To je tako res full influencersko, prvo delaš nekaj in pol zgineš in pol kar naenkrat priješ s svojim izdelkom, ampak moj izdelek bo tak, sploh se mi ne gre za to, da nekaj zaslužim, ker po mojem ne bom nekaj zaslužila s tem, ampak da bo nekaj, kar je res del mojega življenja, pa bi rada mogoče s tem inspirirala vas, ampak vam ne bi še zdaj o tem govorila, ker ja, včasih moraš kakšne ideje mogoče zadržati za sebe in ja, ko bo cajt, zato vam povem. In to sem že imela lani cilj in nisem prav nič naredila v tej smeri, tako da letos sem si že malo začela zamišljati, kako bi začela temu pristopati. Glede slikanja pa risanja bi pa tudi naredila svoje originale itak in bi mogoče originale prodala, pa mogoče kakje printela, mogoče kakje nalepkice naredila, tako da lahko ima nekdo, ne vem, če me kdo hoče podpreti ali pa hoče nek spomin, da nekaj dobi nazaj, bi rada imela to možnost, pa da recimo, če narediš te printe, torej da original poskeniraš in narediš printe in so taki posterčki, so lahko tudi ful cenejši in si lahko pač mogoče več kdo privošči, ko pa originali so pač ponavadi dražji. V glavnem, ja, to so moji cilje, a imam še kaj, a sem še kaj spustila zaenkrat. Nauči se novega skilla, torej nove spretnosti. Recimo lani sem se naučila ukulele igrati, pa dobro, kvačkati sem se naučila, ampak to sem že znala, pa sem pozabila. Zdaj pa ne vem, kaj bi, v bistvu še ne vem, mogoče bi si mogla kar malo bolj zamisliti. Lani sem tudi začela klavir se učiti, ampak je bilo kar malo preveč vsega, se mi zdi, jaz včasih imam preveč hobijev in pol tako nič ne naredim. Mogoče bo to letos, glede na to, da ga imam, bi lahko začela. To so moji plani in ful sem navdušena, koma čakam in se mi zdi, ker zdaj, ko sem že začela branje in to se učiti španščine in laufati sem šla, se kar počutim, tako da zmorem vse, tako da jaz vam želim vse dobro, če ste si zadali kakšne cilje, mi lahko povete in ja, kot sem rekla, dajte si neko časovnico na cilj, kdaj, koliko. Malo dolgo sem govorila, ampak se mi zdi, da je prav tek za začetek novega leta, da malo podebatiramo o tem, pa mogoče koga malo spodbudim, da si tudi to naredi. I'm so excited! Ikea. Najprej grem jesti in pol grem par stvari iskat, ne bom šla po showroomih, bom šla sam direkt spod, ker nimam zdaj toliko cajta. Merkur moram iti in pol fitness.
Ampak ja, najprej gremo jesti. Ne vem, maj kakšne solate. Pač bom jedla mesne kroglice, ampak razmišljam, da bi malo porcijo vzela, ker zadnjič sem se kar nekaj namatrala, ampak to je bilo takrat, ko mi je bilo še slabo malo. Pa bi mogoče kako solato zraven, malo več vlaknin. Ja, gremo. IKEA, always a great idea. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Jaz sem si še solato vzela, pa gazirano vodo, pa malo gaziranega limoninega soka. Sem na koncu kar 8 vzela, ker se mi je ta mala zdela. Solato sem dala zelje, fižol, koruzo, pa neko mešano kislo solato. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Pridi meni, vaj. Odkar smo nazaj, je ekstra zahtevna, pač hoče moja pozornost skozi. Takoj, ko grem do vrat, prileti zadnji in hoče ven iti, tako da ne vem, a je mogoče zato, ker pač meni te dni bilo z njo in zdaj je strah, da bom spet šla. Ne vem, nikamor ne grem, miška. In dobesedno po glavi hodim povsem, karkoli imam v roki ali pa da delam nekaj, karkoli pač pozornost odzema nje, se kar čez da. Ker neki grize kable, pa zjutraj me lizala in grizla, pa neki briketi se očitno niso več dobri, ne vem. Pač očitno i te lososovi niso dobre, tako da sem ji dala zdaj spet piščančje. Nam doma je jedla vse, tako da ne vem, kaj zdaj trga. Mogoče sem malo pod stresom, oziroma pod stresom. Malo je ta sprememba, ker je bila en teden zdaj skozi doma, pri mojih in z mačkom in zdaj smo sami, ne vem. Ne grizi mi plenerja. Vse mi grizeš. Kaj je zdaj to? Si pes? Si pes? V glavnem, par stvari, ki sem jih najedla v Ikei. Ta organizator ga bom uporabila za, kaj se reče? No. Ta organizator, že zadnjič sem razmišljala, da bi si ga kupila za nakit, ker ga imam zdaj kar tek vrženega povsod. Pol sem kupila ta isto, rečemo, organizator za v kuhinji, za gobico, pa za krtačo in tako naprej, ali pa cet, milo, cet. In končno to kanglico. To kanglico že ful cajta gledam, pa si je ne kupim, ne vem zakaj. Imam eno, ko je ful ogromna in je taka bolj za na balkon in ful teče ven. Ta pa res tako počasi teče in lahko lepo zaliješ, tudi če je kaj malo višje, ki je. Tako da sem si jo končno kupila še ful je cute. Voleno dišavo, pa te moje najljubše servete, zato ker lahko tak mali košček utrgaš, ne celo serveto. To so moje najdbe iz Ikea. Evo, jaz glih montiram video in ga tukaj zaključujem, pa narediti misel dneva. Danes je taka, se ne vem, kako bi jo točno prevedla, in sicer v angleščini je if they wanted to, they will. Torej, če nekdo nekaj hoče in mu je mar za tebe, kakorkoli, fant, družina, prijatelji, bojo to naredili. Tako da ne iskati izgovorov za nekoga, oziroma ne sprejemati izgovorov non-stop. Zaupite svojemu občutku in če se vam zdi, da nekomu ni do vas, imate verjetno prav. To je to. Hvala, da ste gledali ta video in se vidimo naslednji teden. Čau! Missing someone.